V kakšnega Boga verjamemo, lahko prevedemo v stavek, kakšno podobo Boga imamo. Toda pri takšnem vprašanju se pojavi nelagodje, ali je sploh možno imeti podobo Boga. Feuerbach bi rekel, če si ga dovolimo interpretirati, ker sam ne izreče tega stavka, da ni Bog ustvaril človeka po svoji podobi, temveč da je človek ustvaril Boga po svoji podobi. Če se torej vprašamo, v kakšnega Boga verjamemo, ali se sprašujemo zgolj po lastni ideji ali lastnemu pojmu Boga. In če se vprašamo zgolj po lastni podobi in ideji, kako naj jo primerjamo z resničnim Bogom. Ko nam teologija govori o Bogu, o tem razodetju je govoril kolega Maturič, izhaja iz tega, da se je Bog sam razodel. Razodeti je slovensko objava, kar je na hrvaščini. Kristjani verjamemo, da se je Bog v polnosti razodel v Jezusu Kristusu in da je zato Kristus podoba, eikon, nevidnega Boga. Tako bi rekli, da je Kristus ikona. Toda to ne pomeni, da Boga, ali lahko bi celo rekli Boga Očeta kot prve hipostaze Svete Trojice, lahko prevedemo v podobo v smislu, da ga ujamemo v svoj pogled. Tudi ikona ni podoba v smislu slike, ki posnema realnost, temveč je bistvo ikone v tem, da pred njo doživimo obrnitev svojega pogleda, o čemer je veliko pisal Jean-Luc Marion. Malo podobno kot če gledamo obraz sočloveka, to pravzaprav od nas zahteva, da sprejmemo njegov pogled in da pravzaprav izza tega našega videnja doživimo nevidno osebo. Judovska zapoved, da se ne dela rezane podobe Boga, velja tudi za vsako miselno ali pojmovno podobo in v novi zavezi ni ukinjena. Zato se Judje bojijo zapisati ali izgovoriti celo Božje ime. Kajti pri uporabi imena lahko pridemo v skušnjavo, da verjamemo, da lahko mislimo in izrečemo tisto, kar poimenujemo. Tukaj sem tudi omenil to, kar Marion govori, pojmovni idol, ker poskuša pokazati Marion razliko med ikono in idolom kot dvema načinoma drže. Pri idolu gre za našo lastno projekcijo, čeprav se tega največkrat ne zavedamo. Medtem ko pri ikoni pa moramo pravzaprav obrniti stvar, da nismo več mi tisti, ki določamo, kaj bo videno, ampak da smo pravzaprav mi na nek način naslovniki razodevanja transcendence. In zato bi lahko rekli, če besedo Boga vzamemo resno, da jo potem ne izrekamo v nemar, najbolje je, da je sploh ne izrekamo, razen če je naslavljamo, oziroma kar bi rekel Dionizijev Areopagit, da je edino pristno izrekanje ne govor o Bogu, temveč govor Bogu, namreč njegovo slavljenje, naša hvalnica in molitev. To, kar so potem tudi drugi, tudi Buber in tudi drugi so to ponavljali. Tukaj sem v naslednjem kratkem odstavku želim pokazati, kaj se zgodi, ko Bog postane ne samo podoba, ampak ko postane ideja. In zato bi rad opozoril v tem kratkem ekspozeju na problem vsake podobe, ker bi lahko rekli eidos, ali pa tudi v končni fazi ideja, ali forma, pri Aristotelu, ali eidolon, pravzaprav idol pride iz zelo podobnega korena. Zakaj? Ker vsaka podoba in vsaka ideja vodi v idolatrijo, v malikovanje. Malik je rezultat naše lastne projekcije, oziroma prav to, kar misli Feuerbach, ko pravi, da je človek Boga projiciral lastno rodovno bistvo. Če si napravimo idejo Boga, tvegamo, da smo napravili malika. Tudi v zgodovini misli vidimo, da je vsako povezovanje Boga z idejo imelo slabe posledice. Descartes je sicer imel najboljše namene, ko je govoril o Bogu kot o najodličnejši ideji, kot o ideji neskončnosti.
pred katero mora končen človeški priznati, da ga ta ideja neskončno presega. Toda, če pri Descartesu ideja neskončnosti predstavlja pot za dokaz božjega dejanskega obstoja, za dokaz njegove realnosti, pa pri Kantu ideja Boga, kot ena od transcendentalnih idej čistega uma, ostaja zgolj še miselni ideal, katerega obstoja ni moč dokazati. Nekoliko kasneje, pri Feuerbachu in pri Marxu, pa ideja Boga dobi status škodljive ideje. Ideja Boga je konstrukt, ki človeka odtujuje samemu sebi. Zaradi Boga gre človeku slabše. Zato je potrebno to idejo dokončno zavreči. Lahko bi rekli, da se v novem veku Bog v podobi ideje klavrno konča. Nietzsche je mrliški oglednik, ki dokončno potrdi njegovo smrt. Tukaj je sicer nekaj humorja v tej predstavitvi, ampak po drugi strani je pa zanimivo, kako dejansko vidimo ta, rekel, ko Bog postane ideja, ko ni več nekaj, bi lahko rekli, doživljanja stvarnost, da to na koncu pride v tem, da ta ideja postane odveč. Zato imamo vedno težavo in nevarnost malikovanja ali idolatrije. Problem malikovanja ni v tem, da pravo podobo zamenjamo z lažno podobo. Problem oziroma prepoved malikovanja je tisti korektiv, ki nam prepoveduje, da si sploh delamo podobe, namreč svoje lastna pojmovanja, ki jih postavljamo pred Boga. Ta korektiv postaja ključen tudi za teologijo. Samo Božji duh preiskuje Božje globine, človeški pa tega ne more. Za človeka je bistvo Boga nedostopno in v tem oziru je Bog neizrekljiv, namreč ko o njem govorimo v tretji slovnični osebi. Apofatična razsežnost v teologiji nima zgolj postranske vloge, temveč je konstitutivna za Boga, ki je radikalno drugačen od vseh naših predstav in pojmovanj. Zato sem tudi jaz tukaj vzel ta zelo znani citat iz Avguština, ki smo ga danes že slišali. Če razumeš, potem to ni Bog. Če razumeš, da si si oblikoval določene pojmovanje o Bogu, potem to ni Bog. Bog je večji od vsega, kar moraš razumeti in definirati v svoji pojmovnosti. Prav tako tudi Tomaž Akvinski pravi, da sicer spoznamo, da Bog je, ampak kaj Bog je, torej to, kar bi bilo njegovo bistvo, tega ne moremo spoznati. In tudi analogija, analogni govor ne pomeni, da si lahko oblikujemo ustrezno podobo o njem, kajti pri analogiji treba upoštevati, da je nepodobnost večja od podobnosti, se pravi, sploh ni simetrija. In zato bi lahko rekli, da mora biti vsa naša izrekanja o Bogu podvržena tisto, kar bi danes moderno imenovali dekonstrukciji. Vsaka konstrukcija pri govoru o Bogu mora hkrati destruirati svoje pretenzije, da bi ga dojela. Vsako afirmacijo mora sprejemati negacija, ki ne dopusti, da bi neko določilo ali pojem okamenel v malika. Toda kaj nam potem ostane? Bi kdo ugovarjal, kako naj sploh še karkoli rečemo o Bogu? Ta dilema se pojavi, če smo že na začetku pozabili, da je temeljni odnos do Boga izkustvo njegove prisotnosti. V slovenščini tudi rečemo navzočnost. Beseda prisotnost mi je zaradi subjektivne presoje bližja. Ampak, ko je Mojzes vprašal Boga glede njegovega imena, mu je ta odgovoril na način, da je poudaril svojo prisotnost. Kateri reče, da je potem, ko je Bog rekel v Eksodusu 3:14, kot vemo, jaz sem, da sem, bila cela metafizika Eksodusa, ampak tisto, kar bi rekli vsi eksegeti, da je Bog tukaj povedal pravzaprav, jaz sem odrešujoča prisotnost. Jaz sem tisti, ki sem tu za vas. Ta tu ni potrditev lastnega obstoja, temveč ta tu je tako, kot če mi rečemo, jaz sem tu zate. Jaz sem tu, tako kot je nekdo tu pri bolniku, recimo, ko ga ta vpraša, ali si tukaj, in tudi če ima zaprte oči, ta bolnik čuti prisotnost drugega. Izkustvo Božje prisotnosti zato ne potrebuje podobe Boga, še več, če se človek preveč ukvarja s podobo Boga, ne more ustrezno doživeti njegove prisotnosti. To je izkustvo mistike, ki je ne smemo razumeti kot nekaj nenavadnega in pridržanega redkim ljudem.
Mistika pomeni prav izkustvo Boga, ki ni posredovano s pojmovnim mišljenjem. Zato mojster Eckhart zahteva, da najprej opravimo vsemi podobami Boga in da se poslovimo od vsake kakšnosti, ki bi jo pripisovali Bogu. Vemo, da je bil Eckhart, kljub temu, da je imel težave tudi z cerkvijo, kar se tiče njegovih učenj oziroma njegovih razumevanj njegovih učenj, pa je bil nekdo, ki mislim, da je izjemno pomemben korektiv. Zato poznamo te stavke, da Eckhart pravi, zato molimo Boga, da bi postali prosti Boga. In tudi pravi, če ostaja v tebi kakršnakoli podoba ali slika, ne boš nikoli postal eno z Bogom. Nimam vseh citatov v angleščini. Tudi pravi, kar zahteven citat, Bog je nič, ne tako, da bi bil brez biti, ni ne to ne ono, marveč je bitnost nad vsemi bitnostmi. Je brezbitnostna bitnost, zato mora biti način, kako ga ljubiti, brez načina. On je nad vsem rekanjem. 3 minute tako, ja, zaključujem. Še zadnji, pravzaprav, ne, tukaj bo še. Danes ni poglavitni problem, kakšno podobo Boga imajo ljudje, temveč ali še izkušajo njegovo prisotnost. Tudi če jim bomo dali drugačno, ustreznejšo podobo Boga, to še ne bo dovolj, če ne bodo uvedeni v doživljanje njegove prisotnosti, ki zahteva odprtost za mistiko v najširšem smislu besede. Eckhart zahteva, da namesto mišljenega Boga doživimo bitnostnega Boga. Toda kako priti do bitnostnega Boga? Kako mistično izkustvo povezati vsakdanjostjo, z doživljanjem prisotnosti Boga v konkretnem življenjskem izkustvu? Ali je morda to povezano tudi s tem, da je naš svet prežet z idejami, podobami in pojmi, da je virtualno zamenjala bitnostnost, da živimo samo še v umu, odtujili pa smo se tistemu doživljanju biti, ki zahteva izpraznitev našega uma, čemur kar Eckhart imenuje tudi pravilno razumljeno uboštvo duha, blagor ubogim duhu, ker so v svojem duhu napravili prostor, ki ga lahko napolni Bog. To izkustvo zahteva molk, ki ni zgolj tišina in odsotnost zvoka, ki sprejme puščavo, ki je ključna za duhovno izkustvo. Zato se izhodiščno vprašanje, v kakšnega Boga ljudje danes verjamejo, vrne nazaj k njim samim. Kdo verjamejo, da so oni sami? Ko smo ali obsedeni svojo podobo in ko so podobe postale merilo današnje resničnosti, lahko tudi vprašanje o Bogu postane vprašanje še ene podobe. Morda je zato primernejša drugačna pot. Kaj moramo storiti, da se izpraznimo podob, ki preplavljajo našega duha? Kako izkusiti lastno biti oziroma kako sem najprej jaz resnično prisoten ali znamo sploh še biti tu, ker smo samo v svojih mislih in virtualnosti vedno kje drugje? V takšnem izkustvu bomo morda bolj postali odprti za prisotnost Boga onkraj vseh predstav in podob. Hvala lepa za pozornost.